Danes vam bom v kratkem času vam bom probal pokazati, predstaviti drobtinice iz preiskovalnega trženja, ki so pri nas bolj ali manj neznane, čeprav praktiko, predvsem tistim, ki preiskujejo kazneva dejanja. Verjetno se intuitivno marsikaj sami zaznali, da obstaja način spraševanja, ki je bolj primeren kot drugi, vendar pa sem se predvsem v zadnjih letih predvsem naučil, da zaupati intuiciji ni ravno pametno, ne glede toliko resnih zadevah, kot so recimo zvonate, preiskovanje kaznivih dejanj, bolj zaupati preizkušeni stvari, ki prihajajo iz znanstvenega okolja. Predstavil vam bom nekaj, kar je v zahodnih, bolj razvitih državah na tem področju zelo razširjeno. Posebna oblika forenzičnega intervjuja, ki ima v svojem imenu kognitivni intervju. Kognitivni intervju, ste verjetno že slišali znani, so nekateri tisti iz policije, začel razvijati že 30-40 let nazaj in pravzaprav posnema psihoterapevtski razgovor, kjer je namen psihologa, terapeuta, v čim krajšem času pridobili čim bolj relevantno informacijo od klienta. Namreč klient plačuje in zaradi tega je treba uporabljati trike, s katerimi se ne stroški čim bolj zniža. To se pravi, nimam več časa vzpostavljati z njim odnos, oziroma ni pošteno, da z njim vzpostavljamo odnos 1 mesec, 6 mesecev, v čim prejšnjem času. Na voljo, da imam različne tehnike manipuliranja v pozitivnem smislu, ki to pospešuje. Mogoče najbolj take utrinki, ki so praktiko presenetljivi, so ti, da kognitivni intervju zelo podarja pravo odprtih vprašanj. Namreč velikrat v praksi si misel, da od otrok in najstnikov ne boš pridobil nobenih informacij, če boš uporabljal odprte vprašanja, opiši mi, povej, razloži, v angleščini botinarju kratico T ali D, tell, explain, describe, kjer potem dati priložnost žrtve pa priči, da pove svojo verzijo zgodbe. Fokusiranih, torej zaprtih ali preiskovalnih vprašanj, kot jih tudi radi imenujemo, sprav kje, kako, zakaj, kdo, kdaj in tako. Podobno je pa dobro, da je čim manj mlajši kot otrok, bolje je čim manj. Danes lahko mirno rečemo, v zadnjih 20 letih je bilo to raziskav, ne samo na področju psihologije, razvojne psihologije, da to potrjuje, čeprav so intuitivno mogoče prižetivni podaljni, tako da ne sprejeti naprej, da bomo zakaj. Sodobni intervju za žrtvami tudi izključuje rizične projekcijske psihološke tehnike, zato ker pravzaprav ni verodostojnih raziskav, ki bi potrjevali, da so recimo anatomske lutke, risani drevesa, risani družine, risani hiše in tako naprej, da dejansko s to projekcijo lahko diagnosticirajo kakršnokoli zlorabo. Ne pa kup raziskav, ki to čisto jasno zavrača, tako da v intervjujih takih rizičnih tehnik ni več. O prostoru, ki ne bi bil primeren, se včasih morda preveč ukvarjamo s tem. Ni potrebno, da je to ravno taka soba kot izgradnica, kot so pa v šoli, dovolj, da imamo prijazen prostor, ki je podoben na naši dnevni sobi. Ocena priče. Za vsak intervju, preiskovalni intervju, je najprej zelo pomembno, da naredimo, da se dobro nam pripravimo, kot na izpit na fakulteti. Seveda v policiji praksi je to velikokrat zelo težko, ker imaš dovolj časa, sploh če si obremenjen s kupico primerov, pa vendar boš, ko se boš pripravil, boš bolj intervju, kar pomeni, da bomo dobili več verodostojnih podatkov, hkrati pa v tveganju bomo dobili napako mlajše. Tudi najboljši, najbolj izurjeni
policisti, preiskovalci, naredijo napake. In preiskovalni intervju nekako cena je, da v forenzičnih intervjujih je približno do 10% sugestivnih vprašanj. Temu se nihče ne more izvedeti, ker smo pa samo ljudje. In dve časa, ko intervju traja, koncentracija popušča, in zaradi tega lahko takrat postavljamo vprašanje, ki so neprimerna. Sve se bomo takim vprašanjem lažje izognili, če bomo preučili background, spravi ozadje človeka oziroma bodi si najstnika, otroka, s katerim se pogovarjamo. To, kar vam prikazujem zdaj, je pravzaprav intervju z otroki, ki so bili spolno zlorabljeni, oziroma kakorkoli zlorabljeni, zato mogoče ponekod večkrat padlo ven iz konteksta teh interventnih zlorab. Vendar, mislim, da boste zlahka te osnovne principe povezali z današnjo tematiko. Odnos do domnevnega storilca je zelo pomemben, tudi če je intervent. Nedavno sem imel priložnost spoznati, ona si že 18 let stara, začela se pri 15 letih žensko, ki je bila zlorabljena strani zelo spretnih spletnih goljufov. In ko sem jaz zbral komunikacijo, slike iz Skypa med njo in pa žensko, ki je bila na modni agenciji zadolžena za rekrutiranje novih oseb, sem bil presenečen, kakšna spretnost je to in mislim, da tudi jaz padel na te trike, ker vladajo žargon od fotografskega žargona do žargona, ki ga v manekenski industriji uporabljajo uro. Govorila dva jezika, francoskega, angliškega, oficiranja v Kanadi, zakaj je to tako sumljivo. In to dekle, ki je bilo zlorabljeno, postopoma, ko se na neki točki ustavlja, je se že tako navezala na to žensko, da ni vedela, kaj ne naredi. Sicer je šla na policijo, in prijavila zadevo, ampak ne bi bila naredila, takrat, če se ne zgodil starši, pa tega niso mogli izvedeti, ker bi se problem v tem, da so bili starši imamo zelo vježni, da če bi izvedeli, kakšna slika je ona pošiljala v internet, je ona bila pripričana zase, da bi se starši vredili. In zato je ona do konca dvomila, ali so moje nasveti, kako prevezati ta stik z ljudmi, ki zlorabljajo, do konca dvomila, da je to primerno, in tudi do konca dvomila to, da gre za zlorabo. Čeprav da se vrni mnogo široko, no to je drago odgovornost, da nekom, ki je izven, da ni čustvenost, da pa povezan, jasno. Ne vem, če pri nas dajemo dosti pozornosti na obveščenje predstavnik otroka. V Veliki Britaniji, Skandinaviji je to predvsej drugače. Mislim, da je veliko več tega več podarka na to, da je to pomembno, kako naredimo. Od 5-letnika obveščenje predstavnik ljudi je zelo težko 17-nika prevesti na ranje. Vsekakor pa lahko odnos zgradimo samo, če otroka seznamo, kakšne posledice lahko sledijo temu, kar pač on počne s protivnim sodelovanjem. Kajti vsako neprijetno presenečenje bo seveda odnos tako vzdušna. Tudi 5 zvezdic, to je nek zlati standard, vedno možda, ki dela na policijo, pa na tožilstvu se do temu nasmehnil, skoraj nemogoče, ker je število kriminalistov omejeno. Vsi se poznamo med sabo, pogovarjamo se v istih primerih, zaradi tega, da bi imel tisti, ki preiskuje samo te informacije, ki so tukaj gor, skoraj da ne mogoče. Ampak to je zlati standard, ki pomaga, da smo objektivni. Razumeti, kdaj je to več poudarka na to, kdo preiskuje neko specifično kaznivo dejanje. Kajti, če sem jaz kot kriminalist doživel neko traumatično izkušnjo, bom še lahko objektivno, bom še lahko ugotavljal resnico. Je v redu? Ja, to se pravi, če sem jaz obremenjen z nečim, kar se mi je zgodil v preteklosti, morda meni osebno, če sem bil žrtev, ali pa če sem potem postal poklicno žrtev, da sem se preveč identificiral žrtvijo, se je to lahko vpliva na moj način preiskovanja. Ne trdim, da tisti, ki so bili
zlorabljeni, ne more biti preiskovalci. Vsak se mora pač zavedati naših šibkih točk in potem poiskati varovalke, s katerimi preprečimo, da bi postali subjektivni. Namreč pri preiskovanju kaznivih dejanj, tudi v znanosti, isto, ki je to ravno ugotavljati, resnico je velik problem ta pristranskost potrebovanja, oziroma kar je že rečel confirmation bias. Temu se ne more nihče od nas izogniti, tudi če na pamet, pred sabo, imamo ta problem, da vedno skušamo potrditi svojo teorijo, ki smo jo postavili v začetku kot znanstvenik ali pa kot kriminalist. In ne hotel, in ne vedel, brez kakršne zlobe, ne zavedni si to, sledimo vsi te težnje, da bi potrdili svoje začetne hipoteze. Zdaj, če nas je več v temu, je večja možnost, da bo nekdo to spregledal in zadeve utiril nazaj na pravo pot, da jim pride celotno preiskavo slepo ulico. In še slabše, ne samo, da iščemo dokaze, s katerimi bi potrdili, ali pa drobce v izjavi, s katerimi bi potrdili svoje domneve, še huje je bil spomin, da postane selektiven. Je pozabljamo vse, kar nasprotuje našim domnevam in z veseljem v sodne spise, v uradne zaznamke, inkorporiramo, vključimo naše domneve, filtrirane seveda. Nihče ni pri tem. Zato, ker smo ljudje. No, katere so preiskovalno potrebne informacije, vredno za tisti, ki so spolnosive, v bistvu bolj bil kot jaz. Tukaj bi mogoče pozoril samo na to, da je iskanje ugotavljanje laganja povsem odveč. To je bolj tak ameriški princip. V ameriških zasliševalskih tehnikah smo zelo orientirani v iskanju priznanja, kar je zelo intuitivno vredno tudi pri nas, pri našem delu. 2 leti nazaj smo naredili raziskavo na policiji. Sicer mislim zaposleni policije, pa kolikrat se kar je detektiran s policijo. In smo ugotovili, da je to prisotno. To se pravi, da preiskovalci stremijo k priznanju, ker namesto da bi stremeli kar pridobivanju informacij, ki jih lahko potem preverimo. In če ti dobiš relevantne informacije, ki jih lahko operativno preveriš, ne rabiš ugotavljati laganja. To je pa ta veliko bolj britanski pristop. Pomembne odločitve o intervju sprejmemo potem, ko so to zadnje dobro premišljeno, katere osebe bodo prisotne. Mi smo mogoče še zmeri malo zadnje, bilo se, če nekdo popravi, če ni tako, da pač po mojem vedenju uporabljamo eno kamero, v tujini zlorabi uporabljamo 2 kameri, oziroma priporočljivo, resno, strogo, močno priporočljivo uporabljamo 2 kameri. Eno za pričo, žrtev, druga kamera pa grob plan, širokokotna kamera, za vse navzoče, zaradi vedenja, ker bomo nadaljevati vedenje vseh prostorov. Že vedenje je lahko sugestivno. Se pa načeloma svetuje uporaba, kot uporaba staršev, ker je to dvojni odnos, kakor psihologiji pravimo. In starš bo obrnjen, če bo slišal kaj preveč, otrok ne bo želel povedati, če bo kar verjetno, pač ne želi, da bi izvejo starši, tako da bližnjih oseb ni dobro uporabljati kot podporno osebje. Ni treba, da intervju izvedemo naenkrat v enem kosu, lahko ga naredimo v etapah. Priporočljivo je, da otroci z otroki se ne pogovarjamo več kot 45 minut, tako da ta šolska ura, dolžina je 45 minut ni ključna. Je v osnovi raziskavo ugotovljeno, 50 leti, če ne še več, da naša pozornost po 40 minutah precej upade in tukaj ni problem samo v priči, ki se ne more več zbrati, pa izpostaviti otroka, že pri starejših stopravo, je problem tudi v preiskovalcu, ki se ne more več zbrati in bo zato delo več napak, torej počinil bo sprašoval več neprimernih vprašanj. Temeljne pravila intervjuja. Vse raziskave kažejo, da spraševalci, bodi si policisti ali pa kdorkoli, ki vodi preiskovalni intervju,
dogajajo se dve najpogostejši vrsti napak. Prva so prekinjeni pogovor, a prekinjeni sogovornika, ker se tebi pojavi v glavi neko vprašanje, ki ga želiš se razčistiti, pa se bojiš, da bo to minilo, da boš pozabil, da bo zmaj naprej, kar prekineš. To je napaka. In druga zelo pogosta napaka je pa preskakovanje tem pogovora. Če se pogovarjamo točno o eni temi, kaj se dogaja tam in ta večer, bomo to temo do konca oddelali, še potem gremo naprej. Pri otrocih, če preskakujete teme, je to odlično sredstvo, da ga zmenite. Pa ne bi to promoviral seveda. Molk je koristen, če otrok se ne odzove na odprta vprašanja, ponavljamo odprtimi vprašanji, lahko mu tudi pozovemo, da ne napiše, če mu je težje. Ni pa nujno, da takoj prejdemo na zaprta vprašanja. Molk je pa tam nekje do 5 sekund, čisto redo kaže raziskanje, prej se pa že lahko čuti to kot pritisk. Je pa to seveda povprečje vam klientko, pri kateri ima težave, včasih se težko izražajo in 30 sekund, 1 minuta molka v redu. Samo ona in razveva, kaj ta molk tišina pomeni. Jaz razmišljam po svoje, ona po svoje. Ni izciljeva, ki podobno. Potem imamo pa še temeljna pravila, ki se jih pa dogovorimo z intervjujanca. Ponavadi, kot je malo kasneje, začnemo tako, da rečemo, opiši vse, kar se je dogajalo, vse, če se lahko spomniš, tudi tisto, kar se morda tebi zdi nepomembno, ker pa ste starejše, ko je priča, bolj ima izgrejeno eno predstavo v glavi o tem, kaj spraševali, če se želi slišati, recimo, kaj policist hoče slišati, in potem že prilagajajo svoje odgovore. Zato moramo pozoriti na to, da presojaj ti sam, kaj jaz kot prihodaj želim slišati. Ti mi samo povej vse. Vendar si ne izmišljuj, ne ugibaj in če nisi prepričan, potem uporabi ne vem. Pri otrocih je ta ne vem velikokrat problematičen, ker lahko pomeš marsikaj drugega, na drugim to, kar imate napisano na tem slajdu, da pomeni pač ne razumem, kaj me pravzaprav sprašuješ. In ne vem, zelo je znak pogovor. To ni znak nujno odprava, ampak je znak, da ima otrok želim preveč podredljiv, kaj pa ne pomeni, da bo čez te pogovor ostal ne podredljiv, lahko rada spet podredljiv, pisno pa če poteka pogovor na razvoj nosa. In pa seveda to, da nas tudi popravljajo. Pogovor najstnika in otroka z odraslimi v normalnem življenju je popolnoma drugačen kot pogovor pri preiskovalnem intervjuju. Namreč mi odrasli ponavadi otroke testiramo. Otrok vedno predvideva, da ga boš nekaj preizkušal v pogovoru in to bo pričakoval tudi od policista ali pa od delavke z centra socialne, da ga testira, da mora ugati prave stvar. Ne ugibaj, to mora otrok potem začutiti. Ne gre za testiranje, gre za poseben način pogovora. Jaz tukaj tega ne predstavljam, ampak odzumim tudi del kognitivnega intervjuja z otrokom je, da se najprej vadi pogovor na neutralni zgodbici. Da se otrok sploh nauči, kaj so to odprte vprašanja, kakšen je to pogovor, kaj pričakujem, kaj je prav, kaj je narobe, kako potem je pogovor. Še potem se začnemo pogovarjati stvari, zaradi katerih smo se dobili. Raport je psihološki termin, ki pravzaprav označuje empatičen odnos. Če govorim o empatiji, to pomeni, da govorim o razumevanju. Probam jeti na tvojo stran in gledati stvari tako, kot jih ti vidiš. To ne pomeni, da odobravam, kar se zgodilo. Recimo, če imate osumljenca, isto uporabljam raport, ampak mora pokazati odobravanje za njegovo kazneno dejanje, pač pa, da razumem gledam skozi oči na to, vse, kar se dogaja. In tukaj se začne graditi odnos, ki potem lahko omogoči, da dobimo relevantne informacije, da se ne pojavi odpor. Koliko mora biti tega raporta presenetljivo malo, vedno sem mislil, da to lahko kakšne pol ure klepetaš, ampak ni res. Načeloma, tako nekje do 10 minut se take stvari hecamo, potem pa otroka zmatraš, manjši kot tega zmatraš. Odrasel pa tudi mu dopada koncentracija. Tukaj imate recimo tak primer, kako začnemo pogovor.
Najprej se vsi sodelujoči predstavijo, kdo so, kaj je njihova funkcija, zakaj so tam in zakaj mi snemamo vse to. So primeri, da sem jih že vsi moji primeri so taki, da priča ni želela, da jo snimam video z videokamero in takrat imam videl tudi diktafon sabo, da naredim audio posnetek. In uporabljam preprost trik, ki je čisto etično spremljiv. Najprej pripravljam so video opremo za snemanje, potem vprašam, če mi dovoli, če mi ne dovoli, jo postavim pred osebo, da mi začne zaupati, ker mi upošteva njene želje, potem pa vprašam, če lahko snimam audio in večina reče, da tem triku se reče, mislim, da skoraj po glavi. Najprej huda zahteva, potem pa se čuti človek, ker je že to zavrnil, dolžen, da bi pa nekaj vrnil, pa dovoli audio snimanje. Audio snimanje seveda namenjeno temu, da bom jaz preveril nazaj, če morda prišlo do kakšne napake, ne pa zato, da bi moral svet dopričiti povedati. So pa tudi primeri, ko je treba vse pisati. Tukaj imate primer dobre manipulacije, pozitivne manipulacije. Kako začeti pogovor, da se raport čim hitreje postavi? Vprašamo, oziroma začnemo, zdaj bi te pač bolj spoznal, povej, kaj se počneš, povej, kaj pa najraje počneš, to pa to pa to, povej mi kaj o tem. Aha. In potem, ko opiše nekaj zabavnega, dobrega, še nekaj neprijetnega, na koncu zaključiš hinavsko, zvito, vidiš, ko se pogovarjajo o dobrem in slabem. Tudi mi se lahko pogovarjajo, in to čisto etično spremljivo, je pa trik. Ampak kako pa bomo drugače? Moramo prebiti let. Raport gradimo tudi z podporo čustveno, ki jo dajemo. To so take izjave, ki jih največkrat uporabljamo, piše pa namerno, da gre za nesugestivno podporo. Vse te izjave, ki so napisane tukaj bar, so nesugestivne, če imamo kakršenkoli dokaz o spolni zlorabi. Če dokaza ni, lahko raste zelo hitro problematične, pa tele na tem prvem slajdu niti ne, tole da rečeš, vesel sem, da sva se srečala, da sva lahko pogovorila, to se mi zdi sploh sporno, ne, ampak če pogledamo naprej, lahko pa pademo v tisto sivo polje, ki ga pa radi upravljajo pri ameriških zasliševalnih tehnikah, kjer pa pravzaprav simulirajo empatijo, zato da te prevarajo. Svet, tudi v Ameriki, ne vem, komu kriz scenarijo prihaja do preobrata in se zelo zgledujejo z britanskim in skandinavskim modelom preiskovanega intervjuja, sploh FBI, ker vidijo, da inteligentni ljudje tako zakapiramo, kaj take besede pomenijo in se pojavi intenzivno odpor. Pogledajte, recimo še tle otroci mi veliko krat govorijo, kaj se vse zgodi. To je pospeševanje domišljije lahko. Če imamo dokaze, kar je to nažalost redko, bolj je to redu. Če ne, pa res je tukaj rdeča lučka zraven, govori, pazi, kaj delaš. Zato je treba vse posneti, lahko nazaj gledamo, kaj se dogaja, če so kakšno vprašanje neprimerno. Popolnoma neprimerno je pa to, kar sem že prekinili, preskakovanje tem pogovora, pa ignoriranje čustva, kar imamo po moški, da kar že kar ugrojeni. Ne, če so jeni, ali to vzgoja, ker mi moramo biti tam. Mi ne rabimo empatije, ker potem smo šli. In se moramo velikokrat te spretnosti naučiti. Če ti priča reče, to me je zelo prizadelo, in ti tako nadaljuješ z način, kar te kot preiskovalca zanima, si zamudil lepo priliko, da bi gradil odnos. Spravo že res poslušati, kaj mi govori, kaj mi hoče povedati. Nikoli mi pozabil ene depresivne klientke, ki mi je umerila, da je začela delati tatuje, ima talent. In riše tatuje. In na eni točki mi je rekla, hočeš videti moje tatuje? In meni je tako začela rumena lučka odpripati vzad, zakaj ti to govori, zakaj ti to bohi, kje ti ga bo pokazala, kaj to pomeni? Psiholog, paranoičen. Ampak sem rekel, ok,
mi se reče zavihala rokav in pokazala, kako ni zapestje, ampak čez tatu od zapestja do sem so bile na 1 milimeter zareze v kožo. In mi ni pokazala, v bistvu tatuje kliničniki brusla in gledali, kako bomo reagirali na to, na te njene zareze, ki so zelo intimna stvar. In takrat moraš reagirati prav. Zmer ne rata, potruditi se pa moraš. In bolj, ko boš pripravljen na intervju, s kom imamo pravka, kaj se dogaja, vem background, kaj ne vem, večji možnost, da ne boš rekel, da ne naredil napake. Vprašanja? Tell, explain, oziroma po slovensko, so najbolj koristna in najmanj tvegana. Eksperimentalno potrjeno. Zakaj to podajam eksperimentalno potrjeno? Tudi na tem področju se zelo upošteva mnenje avtoritet. V policiji se znani prenašajo tudi filma od starega mačka in mladega mačka. Tako tudi marsikateri drugem poklicu. Če iščemo resnico, je to velik problem. Si predstavljate, da recimo Jan Plestenjak napiše knjigo o ljubezni, kako razdelovati ženske. Jaz to kupim in hodim naokoli z modrim očesom. Njegovi nasveti za mene niso uporabni. Jaz nisem tak kot on. Ne govorim tako lahko kot on. Nimam kitare pod pajsko. In ne bo šlo areh. Moder učbo. Kaj je bilo narobe? Subjektivnost. Zato FBI agentu s 25-30 let delovne dobe gre za poslušati. Vse to izkušnje. Nekaj pa snimati. Dokler se to eksperimentalno ne potrdi, če deluje, je preveč tvegano. Ampak tako pač delamo. Mojster prenaša navalice, da če iščeš resnico, moraš biti znanstvenik, raziskovalc, ne smeš zaupati nobeni avtoriteti. Ne svojim kolegom, tudi ne strokovnjakom za doktorati in tako naprej, ker smo tudi samosvojitelji ljudje. Raziskave so edino referenčna točka, pa ne ena raziskava. Ena lastno, kar je prinese pomladi. Ko znanstvena skupnost splošno sprejme, recimo, da je 100 raziskav in sprejme in so ugotovitve zdaj znane, potem je to. Sedite na področju prehrane imamo. Ne smemo dajati mleka v kavo, ker je škodljivo. Rasli, ne smemo mleko piti. Pa je prišlo zdaj več raziskav, kako potrebuje to neumnost. Torej, ena raziskava ni nekaj, kar lahko zaupaš. Mora biti več raziskav. Zato pa imate seveda psihologi, ki moram se to prebrati in povedati. Pri zaprtih vprašanjih, preiskovalnih, kdo, kaj, je problem v tem, da lahko dobimo, da je dvorezen meč tukaj. Zakaj? Naslednji slajd vam kažem. Če preverjamo epizodični spomin, to nas zanima. Epizoda, kaj se je zgodilo. Bomo odprli netočne informacije, tvegamo za semantične, kje si doma, ne tvoje mame fakti, kot vidite to, pa ni problem, tam bomo dobiti pa točne informacije. Žal pač tako je, zato treba čim bolj ustrajati pri odprtih vprašanjih, povedi, razloženi, pojasneni. Problem pri otrocih je to, da uporabljajo besede, ki jih ne razumejo. Primer iz prakse, kakšne barve je bil avto storilca, svetlo-rjav, rumenkast. Na kameri je bil pa črn. Otrok laže. Ne, on je opisal notranjost avta. Barva avtomobila je bila za otroka notranjost, ne zunanjost. Kaj se je zgodilo pred hišo? Za nas odrasle je pred hišo tam, kjer je glavni vhod. Stopnice, vrata in tako naprej. Za otroka je lahko to za hišo, ker se tam največ igra, največ se tam zdržuje. Cel kup stvari, kjer se lahko zaplezamo pri usmerjenih vprašanjih. Mnenje iskati je tudi zelo slabo. To je eno najslabših možnih praks pri preiskovalcih, da povejo, da reče, da ga izzovete, je pa ameriška tehnika. Jaz mislim, da je bilo to tako, kaj misliš za tem, kako boš pa ti to obravnaval, če imaš osumljenca
Pa še za na konc, namreč, ne vem zakaj. Vsa leta sem verjel, da otrok, pravzaprav vsak od nas, ko stopi v sodno dvorano, tam še najbolj zaščiten, da so pravzaprav policisti tisti, ki so petkali in lahko zlorabljali, sploh informativni razgovor, ki se nas snima najrazličnejše trike, podjetnika in tako naprej. Zadnja leta sem pa začel spreminjati svoje mnenje, začel se pa 3 leta nazaj, ko ena izmed sodnic mi poslala sobota jutra, zjutraj je bilo sodni spis, sprošno, da ne preverim verodostojnost izjav mladoletne oškodovanke, žrtve zlorabe, ne sicer spolne. In ko sem se lotil preučevanja sodnega spisa, lotil sem se ga pa tako, da sem pravzaprav do opisti analiziral zvočne posnetke sodnih razstav, sem najdel 3 ideje, zaradi katerih je začela ta oškodovanka, domnevna, spreminjati svoje izjave. In sploh ni nagala. In takrat sem jaz ugotovil, da se v sodnih dvoranah dogaja nekaj, kar se ne bi smelo. In je najslabše reči, da je kriva sodnica, ki naj bi bdela nad korektnostjo postopka. Ker ta sodnica je začutila, da je nekaj narobe, ne pa vedela, kaj je. In se to prvič zgodilo, odkar sem sodni izvedenec, da je sodnica sploh ne postala tako vprašanje. Pravosodno osebje nima znanja o teh stvarih. Zaradi tega se dogaja stvari, kot jih vidite tukaj. Večina vprašanj v sodni dvorani otroki in mladostnik ranljiva priča ne razume. Še jaz kot sodni izvedenec, kadar me šikanira tisti, ki me želi šikanirati, se moram koncentrirati maksimalno, da ostanem hladen in odgovarjam čim bolj objektivno, kar ne morem. Pa sploh nisem upleten, prišel sem pogledati svoje. Nisem ranljiv tako, da zelo kaj šele, če bi bil čustveno upleten zadevo in pod stresom. Koliko tega pri nas ne vemo, bomo pa verjetno spet v roku enkrat od max 2 let, ker smo ravno začeli z mojo študentko doktorsko, smo začeli raziskavo komunikacije s sodnim branjem, bomo analizirali približno 120 zvočnih posnetkov, sodnih razprav. In mislim, da bo rezultati približno taki, kot jih lahko tukaj vidimo. Seveda ne z namenom kritizirati pravosodje, ampak z namenom opozoriti na problem, ki je lahko tudi neviden marsikomu. Je pa seveda res in ne treba odpraviti. Ker imamo samo še 6-7 minut, morda samo to bi vas še pozoril, kako pa rapor dosežiti. In budete sproščeni. Jaz sem začeti velikokrat na 5 za 5 in to se prenese na sogovornika. On vidi potem, kako se odnašaš, kako govoriš, čutijo nas, sploh otroci, neverjetno subtilni so. In če se dobro pripraviš in sprostiš, ti bo rata. Če boš ti na 5, pa vsi drugi, se bo to preneslo na otroka. Če prijete sitni, če pridemo sitnih iz službe, se hitro to na otroku lahko pozna. In v predstavljanju je isto. Pravimo, predvsem, če se čim dlje odprta vprašanja, ne prekinemo, ne preskakujemo in poštevamo na tega povej, vse, kar se spomniš, anonimivaj in ne vem čisto vedeti. Na sodišču je tudi veliko, recimo, streljanja vprašanj, to je najbolj priljubljena tehnika, ki jaz doživljam kot sodni izvedenec, kar v bistvu ni namenjeno namer, ne verjamem, da je kdorkoli, kada sem jaz nastopil na sodišču, bi hotel uničiti s tem. Mogoče bi pa hotel zmesti. Streljati vprašanja, eno za drugo, pričo uniči, vsakega nas lahko uniči, niti ne veš ne nazadnje, na katero vprašanje sploh govori. To se tudi pri intervjuvanju na policiji oziroma informativnih razgovorih uporablja. Na sodišču tudi preveč zapletenih stavkov, jaz jih ustavljam in rečem, razumem, kaj mi govorite. Zadobil je poškodbe. Zadobiti. Kakšen zares je to? Zdaj ga poznam, prej ga nisem. To je policiško-pravniški žargon, katerega seveda normalni civilisti ne poznamo, se moramo seznaniti. Otrok pa seveda sploh ne.
In smo prišli nekako do konca, pa vas prosim, če sem kakšno vprašanje, pa z vsem odgovarjam, če bom seveda ne videl.